Ostajamo v Novem mestu. Nedavno so v demonstracijskem in izobraževalnem kulinaričnem središču, ki so ga v starem jedru Novega mesta slovesno odprli novembra lani, prav tako slovesno tudi zaključili mednarodni projekt Culinary Trail oziroma kulinarična pot. Med 27 partnerji iz 14 držav, ki so sodelovali pri 2 leti in pol trajajočem projektu, sta tudi 2 iz Novega mesta, Znanstveno in tehnološko središče Rudolfovo ter Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu. Skoraj mi je malce žal, da se projekt zaključuje. Vsi partnerji so pri njem z veseljem sodelovali in tudi zato se že rojevajo številne ideje, da bi prijavili naslednji projekt. Tako da jaz skoraj verjamem, da ta projekt z koncem junija, ko se projekt zaključi, da ne bo realen konec projekta. Rezultati projekta so vidni, novomeško mestno jedro je postalo bogatejše za prenovljeni gostinski objekt na Dilančevi, pa tudi aplikacija, ki združuje bogato kulinarično ponudbo Podonavja. Na tej aplikaciji, ki je dostopna vsem, tudi vi jo lahko snamete, je že zdaj preko 700 enot kulinarične dediščine, preko 700. Lepo se da iskati glede na državo izvora, glede na kulturo, glede na tip hrane in tako naprej. In to je možno širiti dalje, v prihodnosti bo možno posamezne restauracije ocenjevati in tako naprej. Tudi zaključni dogodek je postregel z bogato in kulturno raznoliko kulinarično ponudbo iz Podonavja in širše. Ta projekt dal nam novo možnost spoznati vašu kuhnju, pokazati našo kuhnjo in lahko mi tako gremo v smer turistične hrane. To je hitra hrana in mi poslušali in poskusili, kako to pripraviti, to hrano. Tukaj smo, da bolj pojasnimo, kaj se dogaja, zgodba naše hrane, iz čega je sestavljena, pa kaj naj okusi, najbolj priporočamo. Mi delamo to tako, kot smo pred 50 letem, še stare mame so delali, čist klasično. Mast, čebula, ocvirki, krompir. Ljudje imamo radi kulinariko in je prav, da tudi našo državo predstavljamo po naši kulinariki, ker imamo svoje posebnosti. Glavni namen projekta, težkega skoraj 2,3 milijona evrov in sofinanciranega v sklopu Podonavskega, je bilo bogatenje kulinaričnih obzorij z osredotočenostjo na bogato kulinarično dediščino regije.